Hvala lepa za lepo predstavitev in seveda hvala lepa za povabilo. Zlasti iz take teme, ki bo letos aktualna. Pravzaprav ste eni prvih, lahko rečem, ki ste stopili na pot obeleževanja 100-letnice Krekove smrti, ki se, upajmo, ne bo zgubila nekako v 100-letnici Prve svetovne vojne, ki poteka že 3 leta in še zaenkrat ni videti njenega konca, da se vleče že proslavljanje, tako kot se je Prva svetovna vojna vlekla. Da začnem s predavanjem in da najprej pravzaprav povem, kaj bom govoril in česa ne bom govoril. Prav gotovo se tukaj ne bom dotikal Janeza Kreka kot politika, Janeza Kreka kot publicista, Janeza Kreka kot duhovnika in podobne stvari. Osredotočil se bom samo na zadružništvo. Kajti na voljo imam pol ure in v te pol ure je sicer veliko časa za govoriti, ampak vendarle pri tej tematiki je, verjemite mi, zelo malo. Najprej začnem z naslovom. Naslov je nekoliko misteriozen, namenoma ne želim sugerirati, da je Krek izgubil Boga, niti da je Bog izgubil Kreka. Daleč od tega, gre za epizodo iz slovenskega političnega življenja, ki se pravzaprav dotika Škofje Loke, dotika se teh dveh dolin, protagonista teh dveh različnih pogledov na slovensko politiko in na dejavnost v slovenski politiki sta bila Janez Krek in pa Ivan Tavčar. Ivan Tavčar je na prelomu stoletja pod psevdonimom Doktor ne ve se kdo napisal političen pamflet z naslovom Izgubljeni Bog, s podnaslovom Brez dovoljenja kneza Škofa Ljubljanskega. V tem pamfletu je ostro napadel. Seveda, ta pamflet je bil samo kulminacija njegovih siceršnjih govorov v deželnem zboru, Kranjskem deželnem zboru, številnih spisov v slovenskem narodu proti načinu delovanja Janeza Kreka in njegovega posega v zadružništvo. Izgubljeni Bog je bil seveda simbolično, ker je očital Kreku in celemu katoliškemu taboru, ki se je angažiral na področju zadružništva, da pozablja na Boga, da se vdaja trgovini, da prodaja v zadružnih trgovinah alkohol, cukor, kofe, kot je sam rekel, cunje, da se v teh zadružnih trgovinah toči alkohol, ne samo, in da se dogajajo različne nečednosti, namesto da bi se duhovščina ukvarjala z duhovnim poslanstvom, se duhovščina ukvarja z socialno-gospodarsko politiko in socialno-gospodarskim delom. Ta njegov oster napad je bil pravzaprav izraz nemoči. Nemoči, kot bomo videli v nadaljevanju, prodret in razdrt organizacijo in govorilo se je dejansko o organizaciji, ki jo je vzpostavila katoliška stranka, zlasti na Kranjskem. Se pravi, da so vzpostavili zaokrožen sistem organizacij, s katerimi so nudili različne usluge prebivalstvu. Kulturne, gospodarske, socialne in seveda na ta način pritegnili prebivalstvo, pritegnili v neko skupnost, v neko skupno delo in si seveda s tem zagotovili tudi politično prevlado. Od tod so izvirali vsi Tavčarjevi napadi, pa ni bil Tavčar pri tem edini, pri čemer je seveda potrebno reči, da v ostrini besed so si bili približno podobni. Ne? Tako da ta politična kultura zmerjanja je neka tradicija, ki v tem prostoru vztraja kljub 50-letnemu premoru vmes. Bi rekli, da se je kaj pozabilo, pa se ni. Zdaj seveda, kot vsako predavanje, je tudi to predavanje razdeljeno na nekaj različnih poglavij. Najprej je seveda potrebno povedati splošne gospodarske razmere. Zakaj zadružništvo in kakšen je sploh namen zadružništva, v kakšnem okolju to gibanje vznikne, komu je namenjeno in zakaj do tega pravzaprav sploh pride. Ko govorimo o zadružništvu, je seveda nujno, da govorimo tudi o ozadjih zadružništva in o sistemih. V zadružništvu obstajajo različni organizacijski sistemi, ki imajo seveda potem tudi različne posledice v delovanju in predvsem na obnašanju zadružnikov. Potem se bomo lotili Kreka kot kritika gospodarskih
razmer, se pravi tisto, kaj je Krek opazil, pravzaprav, da je ga spodbudilo k temu, da se je oprijel zadružništva in ga potem tudi začel spodbujati svojo neumorno voljo. V nadaljevanju je treba potem vsekakor nekaj povedati, zakaj sploh to zadružništvo in kaj so si s Krekom in pod Krekom pravzaprav in za Krekom predstavljali in na koncu seveda tudi nekaj malega o rezultatih, ker bomo videli, da se Bog na Slovenskem pravzaprav na prelomu iz 19. in 20. stoletja ni prav nič izgubil. Samo stav je zamenjal. Nekateri se s tem niso mogli sprijazniti. Zadružništvo ni samo slovenski fenomen. Zadružništvo je gibanje, ki je pravzaprav vzniknilo v Evropi v drugi polovici 19. stoletja, v času, ko celotna Evropa postopno, nekje hitreje, nekje počasneje prehaja v kapitalizem. Proces tega prehajanja v kapitalizem je približno tako kot vreme, ki največkrat v Slovenijo prihaja z zahoda, prečka Slovenijo in gre proti vzhodu. Tako je dejansko tudi prodor kapitalizma potekal in določena okolja so vstopila v ta proces bistveno prej, določena kasneje. Slovenski prostor nekje bolj v ozadju, če gledamo primerjalno z Zahodno Evropo, ki jo jemljemo kot neke vrste merilo. Ta prodor kapitalizma v celotno gospodarsko življenje je pravzaprav spreminjal položaj ljudi radikalno. Celotno gospodarsko življenje se komercializira, za komercializacijo se začnejo postavljati različna vprašanja, kako pravzaprav priti do denarja, kakšen je odnos do denarja. In sam kapitalizem ni samo neka gospodarska doktrina, ni samo nek način gospodarjenja, kar je v prvi vrsti, ampak seveda tudi kulturni proces. Večina prebivalstva se sreča s tem, da uvaja v svoje življenje neke nove koncepte, kaj je dobiček, kaj je delniška družba, kaj je dohodek, kaj je računovodstvo, kaj je presežek. Saj ne, da to ljudje intuitivno ne bi vedeli in da se pravzaprav ne bi tako ravnali, ampak vendarle to postavi pred vsakega posameznika pomembne dileme in pa načine, kako se bo temu okolju prilagajal. Z rastjo kapitalistične proizvodnje na vseh področjih pravzaprav se začne že v tem času zelo kazati to veliko nasprotje kapitalizma, da imate na eni strani razdrobljeno strukturo gospodarskih subjektov, tako na kmetijstvu kot v obrti, in na drugi strani kapitalistično proizvodnjo, ki seveda z neko veliko serijsko proizvodnjo z sorazmerno nizkimi stroški postopno izpodriva te majhne gospodarske subjekte. Niso tukaj ogroženi samo obrtniki, kot bi mislili. Na dolgi rok so pravzaprav ogroženi tudi kmetje. Kajti kmetje sami, majhni kmetje, nikakor ne morejo diktirati ceno na trgu. Ceno na trgu jim diktirajo kapitalistična veleposestva ali iz vzhodne Evrope. V tem času Evropo preplete železnica, tudi slovenski prostor. In po železnici začne prihajati drugo žito, cenejše. In seveda to neposredno ogroža tudi same kmete. Hkrati je seveda problem tudi samega slovenskega kmetijstva. Slovensko kmetijstvo je tako kot danes pravzaprav izjemno razdrobljeno. Pritisk na delitev zemlje je izjemno velik. Zemlja je edini vir ali najpomembnejši vir preživetja. Možnost utoka v industrijo v slovenskem prostoru je sorazmerno majhna. Torej, obstajata dve možnosti. Ali delitev zemlje, zato da bi se prehranilo število prebivalstva, z izboljšanjem higienskih standardov, seveda in z nekoliko večjo pridelavo hrane, se v drugi polovici 19. stoletja začne tudi povečevati število prebivalstva. V slovenskem prostoru se začne govoriti o preobljudenosti podeželja. To je relativen pojem, ampak v vsakdanji praksi pa pomeni preprosto, da je glede na razpoložljivi dohodek število lačnih ust večje
da bi lahko vsi pravzaprav solidno živeli, torej vsi skupaj neke vrste so na robu latentne lakote. Rešitev iz tega bi bila možna dvojna. Na eni strani odhod dela prebivalstva s podeželja, da se to razmerje med prebivalstvom in razpoložljivimi viri preživetja zmanjša v bolj ugodno smer, ali pa izselitev, ker industrijski razvoj v slovenskem prostoru pravzaprav ni bil hiter, da bi sledil razvoju rasti števila prebivalstva, se v tem splošnem evropskem izselitvenem valu proti Združenim državam Amerike ali v druge dežele vzhodne Evrope se v slovenskem prostoru zgodi točno to. Del prebivalstva, ki tukaj nima dovolj sredstev za preživljanje, ali želi živeti bolje, ali je avanturističen, se ni samo revščina edini vzrok selitev, se odseli iz slovenskega prostora. Slovenskega prostora se izseli približno 23% prebivalstva do prve svetovne vojne, kar je tudi v evropskih okvirih zelo upoštevanja vredna številka, ni sicer daleč največja, irsko razmerje polovice prebivalstva ne doseže, ali britansko nasploh ne doseže nobena evropska država, vendarle pa so države preko 30% pravzaprav redke. Delež izselitve iz slovenskega prostora je verjetno še večji, samo podatkov ni, kajti podatki za Združene države Amerike obstajajo, podatkov za izseljevanje v Nemčijo ali v avstrijski prostor, ali ne nazadnje na Hrvaško, se pravi v Zagreb, ali v Trst, ali v Gradec. Teh podatkov s temi podatki pravzaprav ne razpolagamo, zato je delež pravzaprav znatno večji kot 30%. Ampak nekje od 80 let naprej se potem razmere postopno stabilizirajo in zato s to postopno stabilizacijo in s tem izselitvijo prebivalstva se tudi to življenjska raven pravzaprav nekoliko popravi. In znotraj tega konteksta se pojavi zadružništvo. Samo zadružništvo ni nekaj, kar bi si pravzaprav Krek izmislil. Ni nekaj, kar bi lahko komurkoli pripisali kot izum. Gre za preplet nekih različnih praks, pobud, ravnanj, poskusov v različnih evropskih državah, dokler se nekje v drugi polovici, okrog polovice 19. stoletja ni izoblikovala neka praksa v pomenu zadružništva, kakršnega so potem poznali vse do zahodne Evropi praktično še v današnjem času, v jugoslovanskem oziroma slovenskem prostoru pa do konca druge svetovne vojne. Zadružništvo predstavlja neke vrste orodje za, jaz temu rečem sicer drobno gospodarski sektor, ampak za množico kmetov, za majhne obrtnike, kako pravzaprav se prilagoditi kapitalističnemu gospodarstvu, kajti vsak kmet z eno samo kravo ne more nastopati, slej ko prej bo izrinjen iz tega trga. Lahko pa pravzaprav na organiziran način si izboljša njegov položaj in lahko preko večjih organizacij, lahko tudi te organizacije nastopajo enakovredno za kapitalističnimi podjetji. Prednost zadružništva je vsekakor njegova univerzalna forma, to je obrazec, ki ga lahko uporabite praktično za vsako gospodarsko dejavnost. Lahko organizirate športno društvo, lahko organizirate visokotehnološko podjetje, banko, proizvodnjo ali pa kmetijo na ta način. Ni področja, kjer se ta princip ne da uveljaviti in zato so se razvile tudi izjemno pestre oblike tega, od bančništva, mlekarn, prodajnih zadrug, nabavnih zadrug, zadrug za zidanje hiš, celo zadruge za zdravstveno zavarovanje in podobno.
In v tem procesu se izoblikujeta v evropskem prostoru dva sistema. Oba dva sta dobila ime po nemških protagonistih, sta pa oba dva modela pravzaprav v vsaki deželi, ki sta bila uporabljena, dobila neke svoje zastopnike, tako da si jih potem tudi tam imenujejo po njihovih lokalnih promotorjih. Denimo Kempelik so na Češkem je bil tak promotor in se zato njegove zadruge po tem sistemu imenujejo Kempeličke, Lozati v Italiji in podobno bratje Radić na Hrvaškem. Tako da je to v Sloveniji, bomo videli v nadaljevanju, se to poistoveti tudi z dvema imenama. Ampak če začnemo zdaj z temi zadružnimi sistemi, da bomo potem tudi slovensko situacijo lažje razumeli. Na tej strani, kjer je Hermann Schulze Delitzsch, iz vzhodne Nemčije, ker je tam Schulze zelo pogost priimek, je dodal svojemu priimku Delitzsch, Delitzsch je pa mesto zraven Leipziga. On je neke vrste zastopnik, recimo temu urbanega zadružništva, ne kmečkega, ruralnega, ker se je to tudi najprej začelo, kasneje se je razširilo tudi na podeželju. In to je seveda dalo temu zadružnemu sistemu nekaj specifik. Vse zadruge bazirajo na članstvu, vendarle pa se razlikujejo med seboj v obveznostih tega članstva oziroma v statusnem položaju tega članstva. In vsak član mora imeti nek delež v zadruge, ki ga mora vplačati. Seveda, Hermann Schulze Delitzsch, glede na to, da je izhajal iz urbanega okolja, da so mu bili problemi bližji različnih obrtniških slojev in ta sloj je že nekoliko bolj stopil v samo kapitalistično ekonomijo kot kmetje, je seveda že zasledoval nekoliko drugačen cilj. Po njegovem sistemu ima lahko en član več glasov, se pravi več deležev, in s tem tudi več glasov. Ta tip zadrug je običajno delil dobiček in se seveda takoj vprašamo, v čem pa je to sploh še zadruga, a ni to že navadna delniška družba. Je neke vrste hibrid med tem drugim zadružništvom, drugim tipom zadružništva, ki ga bomo v nadaljevanju obravnavali, in delniškimi družbami, ampak na neki mejhni ravni. Drug sistem zastopa Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ki je bil iz Bavarske. Po tem sistemu, ta sistem je pa drugačen. Če so zadruge Hermanna Schulza Delitzscha lahko mejhne in tudi zelo velike in lahko poslujejo samo na mejhnem okolju, lahko pa poslujejo na ravni cele države, so zadruge, ki jih priporoča in vzpostavi ta model Raiffeisen, drugačne. So mejhne, namenoma omejene na poslovanje v mejhnem okolju, za poslovanje v širšem obsegu se morajo povezovati v zadružne zveze, se pravi v neke širše organizacije. Razlika je velika. Tu je vsak član lahko imel samo en delež. Dobiček se ni delil in se je moral vložiti v širitev poslovanja ali v obče koristne namene, denimo v šolo ali v zgraditev kulturnega doma ali v nakup orgel za cerkev in podobne stvari. In tudi, ko je taka zadruga prenehala delati, se premoženje zadruge ni delilo med člane, ampak se je razdelilo med skupnost za nek obče koristni namen. Če so zadruge po načelu Schulze Delitzscha prenehale delovati, se je premoženje razdelilo med člane v skladu z deleži, ki so jih imeli. In ta dva modela sta seveda prestopila tudi slovenske meje in vstopila v slovenski prostor. Njuna zastopnika sta bila dva. Vidimo tukaj na sliki, na eni strani Mihael Vošnjak, na drugi strani Krek. Zadružništvo v Sloveniji je uveljavil in ga vzpostavil, da tako rečemo, Mihael Vošnjak in njegov krog, ki so v teh slovenskih političnih delitvah pogojno, ampak res zelo pogojno, sodili v ta narodnjaško-liberalni tabor, denimo, ne v ta katoliški tabor.
Te zadruge se začnejo ustanavljati tam nekje začetkom 70-ih let, so sorazmerno redke, niso tako majhne in njihov namen je izrazito nacionalen v tej fazi. Se pravi, zbrati denar za to, da se podprejo slovenski gospodarski projekti, da se okrepi slovenska gospodarska moč in zatorej ni presenečenje, da se večina teh zadrug ustanovi na Štajerskem. Se pravi, tam, kjer je bil ta nacionalistični naboj v teh slovensko-nemških spopadih najbolj aktualen. In tudi slučaj, da se Mihael Vošnjak naseli v Celje in da Celje postane pravzaprav središče slovenskega zadružništva vse do Krekove iniciative ali pa tudi še kasneje eno od središča nepomembnih. Tudi prva slovenska zadružna zveza je Zveza slovenskih posojilnic, ki jo ustanovijo na Vošnjakovo pobudo, njen sedež je v Celju. Torej, zadružništvo ni nekaj, kar bi bilo v slovenskem prostoru neznano, ko se pojavi Krek. Vošnjak uveljavi Šulce-Delićev način zadružništva s povsem jasnim namenom. Vodstvo zadrug in zadruge morajo biti v čvrsto slovenskih narodnih rokah. Torej, ni nič narobe, če imajo posamezniki, ki so jasno izpričani Slovenci, tudi upravljalsko premoč v takih zadrugah. To je temeljni namen. In zakaj Šulce-Delićev sistem? Zato, ker po tem sistemu lahko pravzaprav oblikujejo večje, kapitalsko močnejše zadruge, ki niso krajevno omejene na poslovanje in ni bila nobena ovira, da je kreditna zadruga iz Ljubnega lahko mirno kreditirala tudi koga tukaj iz Škofjeloškega hribovja, če samo ponazorimo s tem primerom. Ne vem, če se je to zgodilo, ampak teoretično je to bilo pravzaprav možno. Krek uveljavi v slovenskem prostoru Raiffeisenov model zadružništva. Zato, ker zasleduje tudi druge cilje. Krek je seveda kot kmečki sin zelo dobro poznal razmere na slovenskem podeželju, bil je duhovnik, kar je zelo pomembno, tako kot Raiffeisen, in ni zasledoval samo gospodarskih ciljev, ampak tudi socialne cilje. Se pravi, da revščina povzroča različne moralne odklone in če hočemo moralne odklone odpraviti, je najprej potrebno ljudem izboljšati materialno stanje, omogočiti jim kulturno udejstvovanje, podobno. Nikakor pa ni mogoče pričakovati, da bo vse skupaj nastajalo samo od sebe. Krek je svoje misli glede zadružništva in podobnega še najbolj jasno formuliral v knjigi Črne bukve kmečkega stanu z leta 1895. Gre za ponatis serije člankov, ki so v predhodnih letih izhajali v Slovencu in kjer razpravlja o različnih vprašanjih. Temeljno njegovo spoznanje je, da če kmetje se v okviru kapitalistične ekonomije ne bodo organizirali, so že kratkoročno, še bolj pa dolgoročno pravzaprav obsojeni na izginjanje kot poseben sloj. Ker je vedel, da pravzaprav tako velike količine prebivalstva ni mogoče premakniti v industrijo, hkrati mu je bila pa tudi jasno življenjsko stanje delavstva v tem času, ki je bilo tudi na robu življenjskega minimuma, je začel razmišljati, kako pravzaprav stvar premakniti. In jasno mu je bilo, to je eden najbolj iskrenih zapisov, ki jih lahko vidimo, in tudi jasno razumevanje situacije, da je kriza v gospodarskem življenju to, kar je revolucija v političnem. To pravzaprav pove ta stavek zelo jasno, v kakšnih miselnih okvirih se je Krek gibal in kaj ga je gnalo na tej poti, da vstopi. Krek vstopi dejavno na področje zadružništva leta 1892, se pravi
Nekoliko kasneje po izidu papeške enciklike Rerum Novarum, nove stvari. V tej encikliki pod imenom Nove stvari je papež pravzaprav poskušal najti mesto cerkve v novem liberalnem in, se pravi liberalno-političnem in kapitalističnem okolju, ki je nastalo v drugi polovici 19. stoletja. Če pustimo ob strani politične okvirje ali socialne okvirje, se osredotočimo samo na to zadružno plat, je v tej encikliki dan izjemno velik poudarek na zadružništvu, izjemno velik poudarek je dan na Raiffeisenovem zadružništvu, se pravi na tipu zadružništva, ki se je razvijal že tudi tedaj v Južni Nemčiji in se potem postopno razširil tudi že v avstrijski prostor in se je izkazal kot neko orodje, ki lahko spodbudi sodelovanje, ki lahko pravzaprav ljudi pritegne okrog skupnih projektov, ki lahko na nek način zgradi to izgubljeno občestvo, katerega je ogrožal liberalizem in pa seveda tudi napredujoči individualizem. Krek je za tem konceptom nastopil na Slovenskem katoliškem kongresu leta 1892, ker je jasno povedal, če strnemo te njegove besede, ne samo Caritas, se pravi ne dobrodelnost, dobrodelnostjo ne bomo rešili prav veliko, ampak je treba aktivno pristopati k izboljšanju gmotnega in pa socialnega položaja slovenskega prebivalstva. To orodje je našel v zadružništvu, mrežo, ki mu je pri tem pomagalo, je pa našel v cerkvi kot duhovnik. Cerkvena mreža je v tedanjem času pravzaprav najbolj razprostranjeno socialno in informacijsko omrežje in organizacijsko. In tukaj se je Krek naslonil. Na podlagi enciklike, na podlagi njegovega talenta pri nagovarjanju ljudi, na podlagi njegove neizmerne volje, tukaj sem napisal, da naj bi imel, številka je tako, lahko da je legendarna, ampak naj bi imel okoli 5000 govorov v svojem življenju. To praktično, če pogledamo slovenske kraje, pomeni, da verjetno ni bil samo enkrat v enem kraju, ampak da je vsak kraj obiskal velikokrat. Znane so anekdote, da je zvečer prišel, padel v posteljo in zjutraj odšel naprej propagirati. Hkrati je zadružništvo ne samo zaradi enciklike, ampak tudi zaradi tega, ker so te problemi zaščite majhnih gospodarskih subjektov, kot so kmetje ali obrtniki, postalo aktualno tudi v državi kot taki, se pravi v Habsburški monarhiji, in so se pojavljale nenehne zahteve po zaščiti, sprejela določene ukrepe, ki naj spodbudijo delo zadružništva. Tako so bile zadruge, tiste zadruge, ki niso delile dobička, oproščene davkov, ali so pa imele zelo znižane davčne stopnje. In to je bila ena zelo pomembnih pobud, ker temu je ustrezalo samo Raiffeisenovo zadružništvo. Torej je bila ta odločitev Kreka bolj ali manj logična. Ampak ker je Krek zasledoval tudi druge cilje, se pravi na nek način demokratizacijo, spodbujanje medsebojnih odnosov, družbeno solidarnost na najnižji enoti, se pravi na ravni župnije, na ravni neke zadruge, je seveda jasno, da se je tudi odločil za Raiffeisenov model, en človek, en glas. Ni preglasovanja. Se pravi, da je vsak enakovreden. Deleži morajo biti majhni, zato da se lahko v zadrugo včlani vsak. Ne samo tisti, ki bi imeli največ. In zaradi tega se teh zadrug prime značaj demokratičnosti v svojem medsebojnem zmerjanju, pa
iz vrst katoliškega zadružništva na Šulce-Deličeve zadruge, ki jih je spodbujal Vošnjak, leti očitek aristokratizma, kapitalizma in podobnega. Hkrati je treba nekaj upozoriti še. Če boste gledali različen tisk, boste tudi Krekove govore, boste videli izjemno veliko protikapitalistično noto. To je na verbalni ravni izjemno močno, ampak tukaj ne smemo mešati dveh pojmov. Krek sicer nikjer v svojih spisih ne ločuje tega tako jasno, kot so kasneje gospodarski zgodovinarji to razdelili, ker ločimo tržno in kapitalistično gospodarstvo. Tržno gospodarstvo doživlja vsaka branjevka, ki hodi na trg prodajati svojo solato. Je odvisna od trga in vsak čevljar je odvisen od trga, ampak ni kapitalist. To je bistvena razlika. In to je pri Kreku zelo jasno. Ti pojmi kapitalizem, tržno se zelo mešajo, ampak ta njegov verbalni, tudi kasnejši protikapitalizem, ki označuje ta tabor, ni nekaj, kar bi kdo rekel, da je bilo nekaj skupnega z komunisti kasnejšimi. Nima povezave s tem, ampak ločuje striktno ta dva sektorja. Se pravi nekaj, v česar smo vsi odvisni od trga in pa seveda od kapitalistične proizvodnje, ki pa je nekaj drugega. In ne temelji na delu. Tržno gospodarstvo za Kreka temelji na delu, kapitalizem ne temelji na delu. Vsi te momenti, zlasti pa vstop duhovščine v ta proces, je sprožil neko enormno veliko gibanje. Da se je v kratkem času ustanovilo skoraj 500 zadrug, tako rekoč v vsaki župniji je obstajala zadruga. Te zadruge, začelo se je najprej z posojilnicami, kajti problem financiranja investicij v kmetijstvu tudi na drobnih kmečkih obratih je bil izjemno velik in je razumljivo, da so začeli najprej tukaj. Kasneje se te zadruge razpršijo po vsej možni paleti. Vinogradniške, sadjarske, mlekarske, sirarske, živinorejske, kakršnekoli si pravzaprav lahko predstavljate. Do prve svetovne vojne se ustanovi približno skoraj 700 zadrug. Raiffeisenov, od tega je največ kreditnih zadrug. In če prištejemo še zadruge, ki jih je drugi politični pol, liberalni pol spodbujal, je slovenski prostor pred drugo svetovno vojno prepreden s 1000 zadrugami. Nemalokrat je bilo tako, da zaradi te politične tekmovalnosti sta bile v kraju 2, 3, 4 zadruge. Običajno so morale biti po 2, ker na eni strani ste imeli zadružno posojilnico, hranilnico, na drugi strani pa nabavno, prodajno ali potrošniško zadrugo. To je izjemno gosta mreža. Gosta mreža, ki je pravzaprav združila moči, ki je združila kapitale ljudi in ki je pomenila v tem vsakdanjem življenju ogromno. Danes ekonomisti govorijo o mikrokreditu. Zadružništvo je v 19. stoletju izumilo mikrokredit. Govori se o socialnem podjetništvu danes. Zadružništvo v 19. stoletju je tipičen primer socialnega podjetništva. Ljudje so lahko prišli do majhnih vsot, ki so za nekoga pomenile ogromno, drugače niso imeli dostopa do kreditov, oziroma pod izjemnimi oderuškimi obresti. Obresti so morale biti majhne, to je bilo že od vsega začetka. Funkcionarji za svoje delo niso bili nagrajeni in so morali pristati, da delajo v javno dobro. Seveda in zadružništvo je na ta način nudilo neko široko paleto socialnih uslug prebivalstvu, ki jih drugače ne bi bilo deležno. In do teh uslug so pravzaprav prišli za samo organizacijo,
Zadruge so se povezovale v zadružne zveze, v piramidalno strukturo in na vrhu se je odločalo o nabavah, centraliziranih nabavah. Predstavljajte si, da za približno polovico nekdanje dežele Kranjske samo en subjekt nabavlja, kakšne cene lahko pravzaprav pri nakupu uveljavlja znižanje, ne? Zaradi ogromnega naročila. In to se je poznalo. Ob približno istih ali malenkostno povečanih dohodkih se je pred Prvo svetovno vojno kupna moč prebivalstva zelo popravila. Ravno po zaslugi zadružništva. In to obeh vrst, seveda znatno bolj tega krekovega, ker je bilo najbolj razprostranjeno. In tukaj seveda še enkrat poudarjam, je vloga duhovščine neprecenljiva. Te kmečki sinovi, ki pravzaprav niso imeli veliko znanja o ekonomskih stvareh, še manj o računovodstvu, še manj o knjigovodstvu in o podobnih zadevah, so se vsega tega priučili. Kakorkoli mogoče danes gleda na nek način to precej v embrionalni obliki, ampak to, da je posojilnica obratovala po maši 2 uri še in da je lahko vsakdo prinesel tistih svojih nekaj kron in da je lahko vložil vlogo za posojilo in jo potem drug teden dobil, je pravzaprav pomenilo ogromno. Te posojilnice vpeljajo še nekaj drugega. Vpeljajo še izjemno socialno kontrolo. Nihče v zadrugi ni hotel posojati pijancev. Vsakdo, kdo je vzel kredit v zadrugi ali je posloval z kakšni drugi obliki, z drugo obliko zadružništva, je moral biti soliden. Pod prste so mu gledali vsi. In zato se v zadružništvu je redko kdaj zgodilo, da se krediti ne bi vračali. Ker tudi kreditov niso dobili, da jih ne bi mogli vrniti. Ker so vsi v vasi zelo dobro vedeli, kako kdo gospodari, kaj lahko proda in s čim lahko pravzaprav garantira za svoje posojilo. Zato ta posojila niti niso bila vpisovana v zemljiško knjigo, v prvi fazi ne, kasneje ja, ker preprosto se je temeljilo na zaupanju. In izneveriti zaupanje v majhni skupnosti pomeni biti socialno izoliran. Tako da je to dvojni pravzaprav sistema, ne? Nadzora in s tem spodbujanja. In ko je nekdo vzel kredit, se je seveda tudi potrudil, da ga je vrnil, in če ga je hotel vrniti, je moral svoj ekonomski namen dobro upravičiti. Krek, moram pohiteti, kar sem, tako kot sem na začetku povedal, tematika je res obširna. Krek ni bil aktiven samo v slovenskem prostoru. Leta 1895 ustanovijo Zadružno zvezo. Zadružna zveza je imela sedež na današnji Miklošičevi, nasproti hotela Union, tam, kjer ima danes sedež Slovenska zadružna zveza. Neposreden dedič, če veste, ta stavba. In ta prostor je, si predstavljate, to je simbolna točka moči, ki se je nabrala iz teh drobnih, majhnih sredstev iz celotne Slovenije. Na eni strani imate hotel Union, ki ga je spodbudila Zadružna zveza, uresničili ga so ga v obliki druge družbe. Zraven Zadružne zveze ste imeli Ljudsko posojilnico, daleč eno največjih zadružnih bank, lahko rečemo pred Prvo svetovno vojno. In takoj po Prvi svetovni vojni ustanovijo Zadružno gospodarsko banko, ki se drži tega. Danes je notri zemljiška knjiga v Ljubljani, to je tista lepa Vurnikova rdeča stavba nasproti hotela Union. To je bil center ekonomske moči zadružništva, ki se je že navzven pravzaprav videl in čutil že na daleč. Krek sam je v tem svojem angažmaju in tudi kot poslanec v Dunajskem državnem zboru in tudi kot odposlanec slovenskega zadružništva v okviru avstrijskega zadružništva, kasneje je postal tudi podpredsednik Avstrijske zadružne zveze, kar je seveda še dodatno utrjevalo njegov pomen. To je pa seveda lahko postal samo na osnovi tega, kar se je v
Sloveniji zgodilo. Brez tega ugleda, ki ga je imel v Sloveniji, brez te zadružne mreže, ki je stala za njim, ne bi bilo tudi tega položaja. Ta del zadružništva, pogojno mu rečemo Krekovo zadružništvo, s tem seveda delamo veliko krivico, ker se ne maramo kopico ljudi in posameznikov, ki so delali na terenu vsak dan in pripisujemo vse zasluge samo Kreku, je tudi internacionaliziralo ta del poslovanja. Posegali so v Istro, posegali so v Dalmacijo, se pravi v tiste dežele, ki zadružništva še niso poznali, niso ga imeli razvitega, preko tamkajšnje katoliške cerkve, po enakem vzorcu kot tukaj, in spodbudili enak proces tudi tam in jim nudili to ekonomijo obsega, ki so jo dosegli v slovenskih krajih, tudi njim, dokler se niso sami ukrepili in potem so jih pustili, da živijo samostojno življenje. Če preidem sedaj k zaključku in nekako povzamemo, zadružništvo samo je orodje za prilagoditev kapitalistični ekonomiji. Da lahko drobnogospodarski sektor, množica kmetov, množica obrtnikov pravzaprav ohrani svoj ekonomski položaj in si ga tudi izboljša v tej vsakodnevni tekmi na kapitalističnem trgu. Je orodje obvladovanja tveganja, je orodje družbenega nadzora, tu se ne smemo slepiti, prej sem rekel, kako je to potekalo pri podeljevanju posojil. Vsak, ki je zaprosil za posojilo, je moral dobiti priporočilo tajnega poročevalca. Ni se vedelo, kdo je pisal, vodstvo je že vedelo, kdo je pisal poročilo. Se pravi, to je orodje samonadzora in pa samozadostnosti, zaključevanja potem preko tega sistema, tudi kmetje znotraj družbe ukrepijo svoj položaj, ker lahko postanejo na nek način manj odvisni in so bolj samozadostni. Zato tudi govorimo o samozadostnosti. Paradoks zadružništva je pa v tem, in kar se mnogokrat pravzaprav ravno iz teh protikapitalističnih momentov ne vidi, da se proti kapitalizmu bori s kapitalističnim elementom. Neke vrste družbena homeopatija. Se pravi, da se vi združite in potem združeni skupnimi sredstvi pravzaprav izrabljate to moč, ki vam jo daje zadružni sistem, zato da se z enakimi elementi borite naprej. Danes so največji kapitalisti v Italiji, v Španiji, v Franciji, zadružne zveze. Paradoksalno, ampak tako je. Na vse zadnje tudi Raiffeisen banka v Avstriji, ki je išla iz tega, je ena zelo velikih kapitalističnih ustanov. Zadružništvo je bilo v slovenskem prostoru zelo pomembno. Pomembno je bilo zato, ker je akumuliralo določena sredstva, ker je ta sredstva distribuiralo po slovenskem prostoru, ker je omogočila dostopnost do kreditov, ker je odprla prodajne kanale, ker je organizirala določeno proizvodnjo v obliki zadrug in s tem pravzaprav množici prebivalstva olajšala življenje. Ni ga močno izboljšala, ga jim pa je znatno olajšala, kar je tudi velik dosežek. In to je bilo tisto, kar je utrdilo Slovensko ljudsko stranko, katere viden funkcionar je bil seveda tudi Krek, kot vodilno politično silo. In to je bilo tisto, kar je Ivana Tavčarja gnalo v obup, da jim je očital, da so izgubili Boga. Ampak Bog se ni izgubil, Bog se je samo presedel, kot sem rekel na začetku. Hvala lepa.